Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Migracije so stalnica naše civilizacije. Ljudje so se že od nekdaj preseljevali, iskali nova znanja, delo ali nove priložnosti v življenju. Selitev v novo okolje pa prinaša vrsto izzivov. Kako v občini Idrija rešujejo te težave priseljencev, nam bo povedal Tilen Božič, ki ga prav lepo pozdravlja v našem studiu. Dobrodošli. Lep pozdrav. Lahko povejo za uvod, da ste v bistvu občinski uslužbenec in se s tem področjem ukvarjate pravzaprav profesionalno. Zaposlen sem na občini Idrija kot višji svetovalec na oddelku za družbene dejavnosti in tudi to področje je eno izmed mojih delovnih nalog, ki jih opravljam. Opravili ste eno raziskavo v okviru mednarodnega projekta Get Cohesive. Povejte nam kaj več o tem. Ja, v bistvu je Skupnost občin Slovenije pripravila razpis. Iskali so namreč partnerje v občino, ki bi bila del tega pilotnega projekta, ki je v bistvu evropski projekt, raziskava z zaslombo, se pravi tudi v fakulteti iz Benetk, ki je pripravila v bistvu te metodološke smernice. Iskali so pa v bistvu, kako bi temu rekel, kakšne izzive prinašajo v bistvu demografske spremembe z preseljevanjem ljudi v različne občine po Sloveniji. Mi smo se prijavili, bili smo izbrani in potem smo v bistvu v letu 2024 izvedli ta projekt Get Cohesive, na podlagi katerega je na koncu nastal pa pač totalen načrt za vključujočo Idrijo, kjer smo se te izzive, problematike pa tudi rešitve in potem smernice za naprej zajeli. Najprej poveva nekaj podatkov statističnih o obsegu te populacije. 1. januarja lansko leto 2024 je bilo v Sloveniji 9,6% občanov s statusom tujca, tujih državljanov. V občini Idrija jih je bilo za odstotek manj oziroma 1046. To so podobni podatki. Ja. V bistvu zdaj za 2024 je že malo popravljeno, je skoraj že 11%, občina Idrija ima pa pač 9,6% prebivalcev, ki so pač tujci, ki prebivajo v občini Idrija, in ta procent se je iz leta 2010 krat 3 dvignil. 2010 je bilo dejansko točno 3,1%, zdaj jih je pa 9,3% v občini Idrija. V 15 letih je bila ta sprememba. Številke se spreminjajo. Ja. Je pa najbrž tudi to res, da status tujca imajo ti ljudje neko določeno obdobje, potem pa ne več, ne? Ja, v bistvu je, se pravi, naprej so tukaj z začasnim prebivališčem, potem grejo v proces pridobitve stalnega prebivališča, tam je potrebno pač osvojiti tudi znanje slovenskega jezika in potem čez nekaj časa je tu že podlaga za to, da dobijo slovensko državljanstvo. Otroci iz teh družin hodijo tudi v osnovno šolo, tudi kasneje bo verjetno kaj več o tem rekla, imajo tam veliko izzivov, nekaj tudi težav. V Idriji je 6,45% otrok, ki so iz teh priseljenskih družin v času, dokler imajo ta status. Tako, ja. To je okrog, se pravi, od 713 učencev v celi skupini, v celi populaciji. Čeprav po eni od ocen naj bi kar tretjina otrok iz te šole doma govorilo neslovenski jezik. Ja, najbrž je tu bolj verjetna situacija. Ja. Tako je trenutno stanje. Zanimivo je, da ti ljudje pridejo pravzaprav tudi s trebuhom za kruhom, iščejo službo in dobijo na kolektorju ali Idriji v tem primeru. Na kolektorju je zaposlenih 12,9%, kar je nekaj več od državnega povprečja ljudi iz tujine. Trendi se povečujejo. Kaj vidite vi v tej projekciji v prihodnjih desetletjih? Ja, zdaj najprej je potrebno tukaj en širši kontekst. To ni samo problem Idrije, to je to je izziv celotne Slovenije in to je tudi izziv celotne Evrope. Kontinent se namreč stara. Na demografijo praktično vplivajo 3 dejavniki. En je rodnost, drugi je umrljivost in tretji so selitve. Evropa kot kontinent v bistvu se stara, ta umrljivost se počasi viša, se pravi, do približno konca tega stoletja naj bi se tista pričakovana najvišja starost popravila na 93 let za ženske in skoraj 90 let za moške.
rodnost, ki je tisti pomemben faktor, pada tukaj, ko govorimo o tej splošni stopni zamenjave, je približno evropsko povprečje količnik 1,55. Za normalno vzdrževanje populacije bi moral biti ta količnik 2,1. To pomeni, da je v bistvu količnik rodnosti za ženske, ki so pač v tem rodnem obdobju, ko imajo lahko otroke, bi mogel biti 2,1 otroka na žensko povprečje. Ker tega ne dosegamo, pač pomeni, da skupaj te dva faktorja, se pravi nizke umrljivosti pa nizke rodnosti, pomenita, da pač če hočemo vzdrževati neko populacijo, so selitveni prirasti pač tisti, ki bojo pomagali vzdrževati populacijo. Ker če se pač tu ne vzdržuje, pride do različnih pritiskov na zdravstvo, na socialno oskrbo, se pravi na davčno zakonodajo oziroma na ubiranje davkov, se pravi na celoten GDP. Se pravi, tu je en tak prispodoba, tukaj je v bistvu en tanker ali pa ena ladja, ki se pač počasi usmerja, ki potem zelo težko hitro nazaj korigirate. Se pravi, to so trendi, ki so zelo, zelo dolgotrajni in sploh spremenljivka selitev je pač tista, ki je v bistvu najbolj dinamična. Se pravi, rodnost pa umrljivost so dokaj statični, se v bistvu počasi spreminjata, približno vemo, kakšni trendi bojo do 2100, selitve so pa tiste, ki pač v bistvu bojo največ določale, ali nas bo okoli leta 2100 malo pod 2 milijona, ali nas bo krepko pod 2 milijona. Največ ljudi, ki prihajajo v naše kraje, pa izvira iz držav nekdanje Jugoslavije in sosednjih držav. Ja, tu je ta balkanski bazen, kakor se je reklo, iz tega bazena so po osamosvojitvi se črpalo ogromno delovne sile v različna podjetja, tudi pri nas. Je pa zdaj tudi, da se tudi pri njih poznajo ti demografske spremembe in se tudi ta balkanski bazen počasi izčrpava. In v iskanju pač nove delovne sile, ki je pač krvavo potrebujemo, predvsem za nižje kvalificirane poklice, se pač ogromno podjetje obrača že tudi izven tega balkanskega bazena. V vaši študiji ste proučili številne vidike tega vključevanja prišlekov v naše življenje, tako na področju vrtcev, šol, zdravstvenih ustanov, centra za socialno delo, podjetij, občinske uprave, nevladnih organizacij, raznih drugačnih skupnosti. Če pogledamo problem zdravstva, bi lahko rekli, da ti priseljenci delijo usodo, pravzaprav tudi domačinov imajo zelo podoben problem, zdravnikov manjka. Ja. Problemi, s katerimi se oni soočajo, so praktično zelo podobni problemom, ki jih imamo, mislim, so potencirani na podlagi nepoznavanja jezika. Tu v bistvu kar njih vse dodatno bremeni. Problem so, ko gremo recimo na področje nekih upravnih storitev, upravni postopki, ki so že za nas laike včasih zelo zakomplicirano besedišče, so pač za njih, ki ne poznajo jezika, lahko tudi nepremagljiva ovira. Se pravi, gre za področje lahko socialne oskrbe, zdravstva, šolstva, iskanja stanovanj, poznavanja delavskih pravic. Tukaj vse je jezik tista bistvena in glavna ovira. Kako reševati težave z jezikom v ambulanti, ko človek zboli in pride do zdravnika? Ja. Mislim, a razume diagnozo, ko mu je zdravnik predpiše, a razume, katere tablete imate, a je uspešno prevedel problem zdravniku, da ga razume. Tukaj prihaja lahko tudi do situacij, da se tolmači ponovadi tisti, ki najbolj znajo slovenski jezik iz okolja, dosti kar so tu otroci, kar so v šoli naučili tu v slovenščini, da lahko pač interpretirajo po zdravniku mami. Tako da tu so dejansko problemi, ki so pač nimajo hitre rešitve. Ja, otroci so potem upisani v osnovno šolo, če so starejši, pridejo že v neke višje razrede. Jezik je pri razumevanju šolske snovi pravzaprav velika ovira. Ja. Se pravi, ko pridejo, so lahko iztrhani iz okolja, v bistvu kudre, ali so sred šolskega leta, ali so iz šolskega sistema, ki je pač malo drugačen kot je naš, lahko so tam odličnjaki, ko pridejo tukaj, je pač jezik tista ovira, da lahko recimo sred srednje šole pride kot odličnjak, pa je praktično prisiljen v ponavljanje razreda, ker pač ne dohaja tempa. Zdaj, če se lih malo vrnemo nazaj, zdaj sem tukaj rekel, da pač ta projekt, ko smo se mi prijavili, je bil voden od zgoraj dol. Se pravi, metodologija je bila narejena, da se pač od zgoraj dol pelje na način, da se pač naredi fokusne skupine.
V fokusne skupine smo potegnili noter, se pravi, vse ti deležnike, ki ste jih prej naštel, od centra za socialno delo do Rdečega križa, do osnovne šole, do občine, upravne enote in podjetij, delodajalcev ter pripadnike ciljnih skupin, priseljencev, ki so pa tudi bili v bistvu strukturirani, se pravi, ali po spolu moški, ženski, ali po starosti, koliko časa že bivajo, ali pa tudi poti pač etničnemu okolju, od kje prihajajo. Ne? Se pravi, mi smo tu zajeli in smo potem z vsemi prek parih fokusnih skupin in strokovno podporo Zavoda 3 Škofje Loke vodili intervjuje. Prek teh fokusnih skupin smo mi pogledali v bistvu, kakšne problematike pa kakšne izzive oni imajo, ti, ki se z njimi ukvarjajo pri svojem delu in pač ti, ki pridejo v Idrijo iskati delo. Iz tega smo mi šli v iskanje nekih možnih rešitev. Ti smo pač na konceptu sreče svetovna kavarna, tu se pomeni, da smo se pač vsi na kupu dobili, pregledali tiste točke problematike, ki so najbolj pereče, ki so dejansko tudi rešljive in se na njih osredotočili in iskali že tudi z njihovo pomočjo, kaj bi se dalo tukaj narediti. Ne? In potem v bistvu, ko smo mi s tem postopkom zaključili, ki je trajal celo leto, smo pač vse tu metodološko pač zajeli in potem oblikovali v tale načrt za vključujočo Idrijo, ki nam bo zdaj služil v bistvu kot neka smernica, zato kako bomo mi v bistvu ti problematike pa izzive naslavljali naprej. Ali se pač občina da neka sredstva, ali je treba na državo pritisniti, da se sistematično zadeve uredi, ali iskati možnost preko projektov, kamer lahko prijavljamo, da lahko kakšne oblike teh reševanj, te problematike tudi izpeljamo. Če pogledamo še na področje šolstva, tam država zagotavlja sicer določeno število ur, ki jih plača ministrstvo učiteljem, da se posebej ukvarjajo s temi otroki. Ob tem pa imajo v Idriji tudi poseben nadstandardni program, ki ga izvaja dolgoletni učitelj Nace Breitenberger, on že 15 let kot prostovoljec brezplačno, 3-krat na teden poučuje te otroke jezika in osnov kulture bivanja v tem našem okolju. Pa poglejmo, kaj nam je povedal v našo kamero. To izgleda približno tako, učenci pridejo, kadar starši dobijo službo v Idriji, so z njimi kmalu tudi družine. In pridejo kadarkoli, to ni vezano niti na šolsko leto, ampak ko se pač to uredi, da tukaj lahko bivajo, pridejo družine. In otroci pridejo vseh narodnosti, predvsem bivše Jugoslavije, in začnemo tudi vseh starosti, torej mlajši, starejši, lahko tudi po njihovo največ imajo še 8-razredne osnovne šole, torej 8 razredi, pa potem tudi v 9 razrede. Torej različnega predznanja, v glavnem nič predznanja slovenščine. In potem delamo z njimi. Delamo z njimi čisto od osnov, dober dan, prosim, hvala, pokažemo predmete, slike pogledamo. Pri nekaterih se odpre hitreje, pri nekaterih počasneje. Tu se seveda pojavljajo posebne stiske tudi, ne bi danes o tem, ker to je zgodba za kakšno drugo priliko. Mnogo lažje je mlajšim. Težje je tistim, ki so že pubertetniki, rečemo, ker takrat ti je vedno nerodno, a bom prav odprl usta, a se mi bojo smejali, kako me bojo drugi gledali, a me bodo razumeli. Mlajši pa bolj tako kot slovenski otroci, čebljajo, kot se reče. Če so seveda takega karakterja, temperamenta, ni pri vseh enostavno. Težko je tem otrokom. Težko je tem otrokom, pravi Nace Breitenberger. Po ocenah učiteljev bi moralo kar 3/4 prvošolcev iz teh drugih okolij razred ponavljati, ker ne dohajajo osnovi. Težave z jezikom so tako hude, ne? Ja, so in hvala Nacetu za ta prispevek, pa tudi za njegovo v bistvu prostovoljno delo. Ni enostavnih rešitev. Ni hitrih in ne enostavnih rešitev. Vemo, da so v šolstvu, poleg tega se ukvarjajo tudi z drugo problematiko, kadar je že tisti problem, se pravi, ena izmed možnih rešitev, recimo, ko se je tukaj pokazala in bi bil interes, je tudi, da bi se mogoče vzpostavil medkulturni mediator. Medkulturni mediator je recimo oseba,
ki izhaja iz lokalnega okolja, ki že vrsto let v bistvu živi, recimo v Idriji, poreklo ima pač iz nekje drugje, ki je že toliko osvojil jezik in se pripravljen potem tudi kvalificirati, lahko pridobi nacionalno poklicno kvalifikacijo za medkulturnega mediatorja, trenutno je v Sloveniji 16, na celem področju Slovenije, in ki potem lahko v bistvu pomaga v vseh teh postopkih ali pri problemih, ki se pojavljajo v šolstvu, pri zdravstvu, v pravnih postopkih, socialnih postopkih, je tista oseba, ki pač pomaga tem prisiljencem pri reševanju teh postopkov. On se prav deluje kot ta vezni člen, pa kot ene vrste tolmač. Ampak tu je potrebna kvalifikacija in zato so pač potrebna sredstva, ki pač presegajo povprečno budžete občine, ne samo idrske, v bistvu tudi ostalih. Tako da zdaj nekaj se na tem področju mogoče premika z nekimi razpisi, kamor tudi računamo, da bi se mogoče mi prijavili. Je pa potrebno pač eno tako osebo že prej imeti, ki ima v bistvu interes, da bi pač šlo v to. Se pravi, tu je ena izmed teh možnih rešitev. Drugo je seveda, da se pač ti jezikovne tečaje oziroma ti jezikovne probleme rešuje z tečaji. Se pravi, za začetno integracijo priseljencev je tečaj slovenščine, ki traja 180 ur z obveznim izpitom na koncu. Tale gre praktično od 0 do 100, ker na koncu imaš v bistvu že kar konkretno slovnico. In ta je za marsikoga tudi pretežak. Tu se zdaj rešuje v bistvu tudi z različnimi neformalnimi tečaji, ki so začetni in napredni. Tukaj v bistvu jih že izvajamo, tukaj nam je v pomoč Idrska cerkljanska razvojna agencija z njihovimi sredstvi in projekti. Tako da zdaj že v bistvu 2krat tedensko v mestni dnevni sob Prgorje tu poteka. Tu so skupine 10 do 12 recimo udeležencev in tukaj grejo v bistvu v osnovno pogovorno slovenščino in cilj je, da se čim več slovenščina uporablja v medsebojni komunikaciji. Se pravi, da poleg samo ZIP-a pa imamo tudi, se pravi, ti začetne neformalne tečaje. Čim več tega je potrebno. Čim več tega bi bilo v prihodnje še bolj potrebno. Ti priseljenci se pogosto zapirajo v svoje jezikovne skupine, to je tudi normalno, kar še poslabšuje pravzaprav to komunikacijo z okoljem, kjer živijo. Se pravi, zdaj pač recimo nacija dela z njimi, ampak probleme, s katerimi se učitelji soočajo, da so pač znotraj razreda so zaprti svojo govorno skupino, in potem je težje prebiti te jezikovne ovire. Težje potem tudi vzpostaviti ta, bi rekel, medkulturni dialog, da se pač da gre slovenščina pride do njih in tudi njihov jezik pride do nas. To je v bistvu samo medsebojna krepitev in s tem ni popolnoma nič narobe. To je zaželeno celo. Tu lahko tudi rešujemo s tem, da se pač organizirajo razni dogodki, razne aktivnosti, kodr se ta srečevanja v bistvu spodbujajo. Nekaj tega smo že lani že organizirali v Mladinskem centru Idrija. To je bila ta na področju kulinarike, ki je bila ta tržnica raznolikih okusov v decembrskem dogajanju. Tako da več takih, se pravi, ali pa potem družen z določenimi družabnimi aktivnostmi pa srečevanji. Tudi tu smo že nekaj začeli čisto neformalno, enkrat na mesec se dobivamo z eno skupino recimo albanskih žensk, kodr se jim predstavlja recimo določene zadeve, recimo Rdeči križ sodeluje, Center za krepitev zdravja, Zavod za turizem bo. Se pravi, da se malo srečuje s temi inštitucijami in da se pač tudi razume, kaj oni sploh dejansko počnejo, če rabijo se kam obrniti. Lik zdaj smo mi recimo Center za krepitev zdravja, saj jim je predstavil preventivni program DORA. Ti preventivni programi DORA, ZORA pa svet so zelo ključni, da pač pride tudi do teh prebivalcev, ki ne govorijo slovensko, da se zavedajo, zakaj se pač gre, da je pač tu skrb za njihovo zdravje. V študiji ugotavljate, da se zelo redko obračajo ti priseljenci na te socialne ustanove, tako na Center za socialno delo, kot tudi na Rdeči križ, Karitas in podobne. Zakaj tako? Ne vem, tu nimam točno odgovora. Če se zavedajo, če vijo, da lahko tam pridobijo pomoč, potem se obrnejo. Spet je vprašanje, pride informacije do njih. Pri upravnih postopkih na upravni enoti na občini pa bi ta kulturni mediator v bistvu bil zelo dobrodošel, ne? Ja,
bi bil, ker bi veliko stvari razbremenil tudi za uslužbence upravne enote. Pa se predstavljamo, če bi se mi znašli v tej situaciji v okolju, katerega jezika ne poznamo, je tu dobrodošla pomoč. Tukaj je pa še ena možna rešitev, ki smo jo tudi prepoznali in jo bomo naslavljali prek prijave na en projekt. Pred leti so recimo že v Škofji Lok pripravljeno informativno brošuro, Škofja Loka moj novi dom, kodar so zajeli vse te ključne informacije in informativne brošure in jo prevedli v ti najbolj pogoste jezike. Se pravi, z področja balkanskega bazena, pa zdaj recimo aktualen tudi ukrajinski jezik. Mi bi tudi šli v en ta postopek, zato da bi pač pripravili eno tako brošuro, načeloma razmišljali o tem, da bi šli pač v digitalno obliko in bi potem lahko imela vsaka inštitucija pod stran v svoji spletni stran, kjer bi bile te informacije, tiste, ki so ključne za njih, zajete in prevedene v te različne jezike z enostavnim jezikom, ki ga pač oni tudi razumejo. Se pravi, da ni tudi preveč kompliciran jezik. Tu je tudi zelo ključen pogoj. Kako pa se znajdejo v problemu, ko pride do brezposelnosti? Zdaj, pri nas v občini Idrija je lih malo drugače, recimo, da smo bili lih v Postojni, kodar ima vsaka občina, pobile so še občine Velenje, Litija, Ilirska Bistrica, Koper, imajo drugačno specifiko. Za Idrijo je pač značilno, da ogromno teh priseljencev pride kot agencijski delavci za ta podjetja, ki so pač tukaj na Idrsko-Cerklanskem. Se pravi, oni nekako že imajo zagotovljeno delovno mesto. Velje vprašanje pač, koliko dolgo obstanejo in koliko pogosta ta rotacija gre potem naprej. In tudi z Zavoda za zaposlovanje smo pridobili tisto statistiko, da je v bistvu med iskalci zaposlitve izjemno majhen procent tujih prebivalcev. Stanovanjska problematika? Ja, ta je tista, ko se v bistvu tiče, poleg zdravstva nas vseh, za njih je pač še toliko težje. Tukaj je seveda mogoče tudi določen procent nezaupanja. Tudi tu je na tak problem, ki pač bi ga bilo potrebno naslavljati. Mogoče z večjim angažmajem občine tukaj noter do stanodajalcev. Je pa tu zdaj tudi samski dom se je ukinil leta 2020, tudi te opcije ni več. Večina od teh podjetij ima že nekako rešeno, da ko pridejo oni pač v Idriju, imajo vse neko začasno prebivališče, začasno stanovanje, tu je ponovadi za 3 do 6 mesecev ali pa tudi do 1 leta. Potem so pač že prisiljeni iskati v bistvu stanovanje za daljše obdobje, zato da se pač sprosti, da če pridejo novi noter. Področje družbenega življenja teh skupin pa pravzaprav ga ni, oziroma vsaj ni opazno v javnosti. Tu je ena taka stvar, na kateri tudi lahko delamo skozi različne projekte. Bomo iskali pač tudi tukaj rešitve. Večinoma se gre če mi hočemo v bistvu, kaj bi rekel, eno družbo medsebojnega dialoga, potem je potrebno tudi se vključujejo oni v družbo in jih mi sprejemamo v družbo. Prek različnih dogodkov, kad je bila ta tržnica raznolikih okusov, mogoče nekih skupin okoli določene aktivnosti, mogoče, da se oni vključujejo tudi neka društva tukaj pri nas, mogoče planinsko, gasilsko, športna društva in tako naprej. Tako da, tudi tukaj je še veliko dela pred nami. Še veliko dela. Vašo študijo ste zaključili, mislim, da s 13 predlogi, takimi praktičnimi, kaj bi bilo modro, smiselno ukrepati na kratek rok, na srednji rok. Ste optimisti, se bo kaj od tega uresničilo? Nekaj se že uresničuje, nekaj že izvajamo, se pravi tukaj z Idrsko-Cerklansko razvojno agencijo, nekaj bomo zdaj prijavljali pač na projekte, da dobimo sredstva, da bomo lahko te programe izvajali. Nekaj je odvisno pa pač tudi od tega, kako bo sistematično se tega problema oziroma teh izzivov lotevala vlada, oziroma država. Od nje smo pravzaprav vsi odvisni. Ja. In tudi reševanje teh problemov in zagad. Tako, ogromno je na nas, nekaj je pa pač tudi, da so oni v tem dialogu, da pride naprot z različnimi programi in razpisi in sredstvi. Tilen Božič, hvala lepa za ta pogovor, hvala za obisk v našem studiu in dobro delo vam želim. Hvala. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.